Dobro poslušaj. To, kar ti manifestiraš, cilj, ki si ga postavil, je cilj, ki tebe manifestira nazaj. Oseba, katero želiš srečati, je oseba, ki vibrira isto željo nazaj, ker želi srečati tebe, pa še ne ve, da si to ti. Tvoja stanska služba, katero želiš najti, manifestira točno tako osebo, ki bo točno te sposobnosti imela, kot jih imaš ti. Čisto vse, kar je naš cilj, kar je planetek v našem vesolju, osebnem vesolju, je aktivno, ko smo mi aktivni. Se pravi, mi se premikamo proti cilju, a cilj se premika proti nam. Ok, kaj zdaj to pomeni? Dajmo se ustaviti za trenutek. Dojamimo, da tvoja želena realnost, ki jo izbereš kot enega od planetkov v tvojem osebnem vesolju, v trenutku, ko jo ti začutiš, to želim, vstopi v tvoje polje in se po nevidni niti poveže s teboj. Ta želja, ta cilj je postavljen v tvoje osebno vesolje. Ti ne bi mogel tega čutiti, ti ne bi mogel tega si niti želeti, niti ne bi mogel biti povezan s tem, če to ne bi obstajalo v tvojem polju. Se pravi, tvoje polje, v trenutku, ko izbereš to postaviti tja, sprejme ta planetek, ta cilj v svoj cikel, v svoj vortex, v svoj vrtinec. In zdaj, prepoznaj, a si v preteklosti razumel, da je ta cilj, katerega si mogoče imel že lani, pa ti ga ni uspelo zmanifestirati, razumel kot pasiven in si se samo ti aktivno premikal proti njemu, ali si ga razumel kot aktiven, se pravi, jaz samo počakam in se bo samo zgodilo. Prepoznaj. Prepoznaj, kako si doživel ta cilj, to svojo željo. Ok, pišete, da manifestirate finančno svobodo, zanositev, fit zdravo telo, novo službo, božansko partnerstvo. Top. In zdaj, ko gremo pogledat, kako se v bistvu kreira, ne samo v tem letu, ampak to leto ti bo res dalo v roke energijo kreacije. In če to leto si izmojstriš, si na raketi za vsa naslednja leta svojega življenja, ok? Imej v mislih to svojo kreacijo, ok? Se pravi, v centru svojega življenja si ti. To pa je ta tvoj cilj, ki ga želiš skreirati v letošnjem letu. In tvoja naloga v letošnjem letu je ne samo, da si aktiven in se premikaš proti tem cilju, čeprav je aktivacija pomembna, ampak bom povedala, kakšna aktivacija. Ampak prvo pravilo manifestacije je utelesitev. Zato je tvoja domača naloga številka 2. Prva je bila ta, da ugotoviš, kaj tebe zaliva in kaj tebe izčrpava in povečaš to, kar te zaliva in to, kar te izčrpava, daš ven iz svojega polja. Druga domača naloga, narišeš krog, v ta krog postaviš sebe, na krožnico kroga napišeš toliko krogcev, toliko planetkov, kot je tvojih želja, idealno od 3 do 5, ne več, ker potem fokus težko držimo na to kreaciji. V vsak balonček napišeš, božansko partnerstvo, fit zdravo telo, nova služba. Skratka, napišeš, kaj je tisto konkretno, kar manifestiraš, in moraš točno vedeti, fit zdravo telo, kaj to pomeni. Ali je to telo, ki lahko gre na Triglav, ali je to telo, ki lahko teče maraton, ali je to telo, ki zjutraj vstane brez bolečin. Kakšno je to telo? Božansko partnerstvo, kaj to pomeni? Kakšen odnos želiš, kakšno osebo želiš pritegniti? Se pravi, jasnost, kaj je centralna točka te želje. In
postaviš to na svojo krožnico. In zdaj najpomembnejši del. Če si ti v centralni točki in to je tvoje polje, ki je že polno marsičesa, ta želja stoji na robu tvoje krožnice in ti želiš, da vstopi v tvoje polje kot uresničena manifestacija. Tebe in ta cilj, to manifestacijo povezuje nevidna nit. Eterična vez, ki bo to manifestacijo potegnila noter z tvojim magnetizmom. V preteklosti smo kreirali s tem, da smo bili kot hrček, ki smo se samo aktivirali, brez sidranja energije, brez utelešanja. Leto 2026 te vabi, da ne delaš korakov samo za voljo, da narediš korak. Vsaka aktivacija, ki jo narediš, mora biti zavestna, mora biti podprta z energijo, mora biti najprej utelešanje občutka. Torej, tvoja domača naloga je, ko postaviš svoje planetke v svoje osebno vesolje, ki jih želiš v letošnjem letu kreirati, ko ti je jasno, kaj posamezen planetek pomeni, se sfokusiraš na to, kaj je ta eterična vez med teboj in med tem ciljem. Torej, dobro poslušaj. Kako se boš počutil, ko boš imel to? Glavni občutek, temeljni občutek, ki ga boš občutil v svojem telesu, ko boš prišel do božanskega partnerstva, ko boš prišel do sanjske službe, ko boš prišel do fit telesa. Kateri je glavni občutek, ki ga boš občutil, ko boš ta cilj dosegel? In recimo, da manifestiraš, naprimer, finančno svobodo, da povrneš vse svoje dolgove in kredite in začneš kreirati več obilja, kateri občutek iščeš? Morda je tvoj občutek pomiritev. Ko boš odplačal kredit, ko boš čutil, da imaš v denarnici dovolj denarja, boš občutil, da si pomirjen. V redu. Napišeš svoj temeljni občutek na črto med teboj in med tvojim planetkom, med tvojim ciljem. Pomiritev. In potem narediš isto za vse svoje cilje. In zdaj najbolj ključna stvar. V letu 2026 se manifestira z magnetizmom. To pomeni, ugotovil boš, da so določeni občutki, ki se ti ponavljajo z vsemi željami, da ti hrepeniš po enih in istih občutkih. In da te občutke ti že občutiš v sedanjem življenju, tudi ko še nimaš tega, kar manifestiraš. To so občutki, ki jih poznaš, drugače jih niti ne bi mogel iskati, drugače jih niti ne bi mogel opisati. In tvoja naloga, ki je ključna v letu 2026, ki je bistvo manifestacije, je sidraj občutek. Primer, manifestiraš partnerstvo in ti ugotoviš, da si v bistvu ti želiš čutiti občutek ljubljenosti. Tvoja naloga je vprašati samega sebe, kdaj se jaz počutim ljubljen? Kako lahko s tem, kar danes imam, s tem, kar je zdaj ob meni, s tem, kar je zdaj mi na voljo, jaz prebudim občutek ljubljenosti sam v sebi v odnosu do sebe. In ko ti v vsakdanjem življenju vsak dan znova daš sebi ta občutek ljubljenosti, ti začneš vibrirati ljubljenost. In če ti vibriraš ljubljenost in tvoj cilj vibrira ljubljenost, ker ga želiš zato, da se boš počutil ljubljenega, se zgodi to, da si ti v vibracijski skladnosti s ciljem, cilj je v vibracijski skladnosti s tabo in en drugemu se začneta približevati. In pride do kolapsiranja časovnic, pride do hitrejših manifestacij, pride do hitrejšega zbližanja tvojega cilja s teboj, ker energijsko povlečeš noter. Torej, praktično to pomeni, da
zavestna kreacija v letu 2026, ki mora ti postati tukaj le noter, moraš imeti, v mazinčku jo moraš imeti, je, da se res ne rečeš, oj, to zame pretežko, jaz nisem zdaj razumel, kaj je Tjaša rekla, rečeš, ne, jaz to razumem, jaz to delam, ampak v bistvu ti pa ne rata. Ej, reset, stop, čak mal. Dojet moramo, prav tako, v bistvu moramo dojet. Česar ne sidraš, energije, ki jo ne utelešaš, vibracijo, ki jo ne vibriraš, ti v svojem polju ne kreiraš, pika. Jaz si lahko želim, da bom zadela loto, ampak če jaz v sebi ne kreiram in ne sidram energije sprejemanja obilja, ne bom nikoli zadela lota. Jaz lahko sebi kreiram sanjsko službo, ampak če jaz v sebi ne vibriram energije radodarnosti, deljenja mojih talentov, mene sanjska služba ne bo našla. Jaz lahko v sebi 10.000-krat rečem, želim si božansko partnerstvo, saj me bo letos našlo, ampak sem pa v zameri do vseh mojih preteklih partnerjev, oprosti, mene moj božanski partner ne bo našel. Torej, ne moreš biti druga vibracija, kot je vibracija v sredini tvoje želje. Ne moreš. Če si ti modre barve, tvoje želeno stanje je rumene barve, nikoli ne bo prišlo do magnetizma, nikoli ne bo prišlo do zbližanja. Edini način, da se zgodi manifestacija, da se zgodi srečanje, da se zgodi kolapsiranje časovnic, da se potegneta te dve realnosti skupaj v vesolju, to je čista fizika, je, da si ti v isti vibraciji, kot je ta želena stvar.